Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v še eni tedenski izdaji na televiziji Celje. V tokratni predstavimo, kako so novo leto začeli v Muzeju novejše zgodovine Celje in predvsem kakšen program pripravljajo v mesecu februarju. V studiu kaj kmalu pozdravim Katjo Pur. Tako, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ob sebi pozdravljam tokratno gostjo tedenske izdaje. Iz Muzeja novejše zgodovine Celje je prišla Katja Pur. Katja, živijo, lep pozdrav. Pozdravljen. Ja, letošnje prvo druženje, takole se periodično družimo v tedenski izdaji, nazadnje ob koncu lanskega leta v decembru, zdaj pa je tukaj že skoraj konec prvega meseca. Verjamem, da je v muzeju tisto glavno oziroma to dogajanje, pestro decembrsko dogajanje, veselo je za vami, ne? In zdaj ste šli proti naslednji postaji, ne? To si zelo dobro napeljal, res je. Zakaj gre? Ravno včeraj smo to naslednjo postajo odprli. Torej v naši fotohiši Pelikan oziroma v naši fotografski galeriji fotohiše, torej v galeriji Božena, smo ravno včeraj zvečer uspešno otvorili novo občasno fotografsko razstavo z naslovom Naslednja postaja. Tako. Torej, naslednja postaja je pravzaprav razstava, torej gostujoča razstava 5 mladih fotografov, oziroma 2 fotografij in 3 fotografov, ki so se združili v kolektivu Študio. Torej, gre za fotografe, ki jih druži že pač nekaj letno, torej poslovno in tudi zasebno sodelovanje, torej gre za prijatelje, ki sicer delujejo kot fotografi, ampak vsak na nekem svojem področju, tudi vsak na nek svoj izrazni način, so pa pri tej razstavi nekako združili svoje moči in pač razstavljajo neka svoja aktualna dela. Zakaj tak naslov Naslednja postaja? Torej, to so fotografi, ki v principu delujejo v Ljubljani, torej danes ne. Sicer prihajajo iz različnih koncev Slovenije, ampak danes živijo in ustvarjajo v Ljubljani. So pa razmišljali o decentralizaciji umetnosti, recimo temu tako, ne, tako strokovno se bova izražala. In so, torej njihova ideja je bila nekako v slogu tistih starih kinopredstav, veš, ko so se včasih kinopredstave po različnih krajih vozile, tam, kjer ni bilo kinodvorane, pa si lahko prišel pač kakšen film pogledati. No, tako bodo tudi oni peljali to svojo fotografijo, to svojo umetnost, torej svojo razstavo po različnih krajih Slovenije in začenjajo torej v Celju, v naši galeriji Boženi, se pravi od včeraj naprej, pa tam do 12. marca bo ta fotografija, oziroma bodo te njihove fotografije na tej razstavi na ogled. Gre pa pravzaprav za en preplet, torej tako dokumentarne, potopisne, modne, makrofotografije, skratka zelo različne tehnike, žanri, vse to. Ampak vse skupaj pa dobi vendarle neke vzporednice, lahko vlečeš, pa dobi en tak skupen imenovalec. Zelo zanimivo. Če še združiva in če sva koga navdušila, da bi si to ogledal, kdaj je na voljo, kdaj je možno videti to razstavo in mogoče, če še posplošiva kar na celo hišo, a ne? Torej, galerija Božena je samo del naše fotohiše. Vedno se da, mislim, torej v odpiralnem času muzeja lahko pravzaprav pridete, obiščete to našo galerijo. Glede ogleda galerije veljajo drugačna pravila, kot veljajo glede ogleda fotohiše, ker po fotohiši vendarle ne gre drugače kot ob vodenju naših kolegov. Galerija je pa pravzaprav odprta kadarkoli v odpiralnem času, tako da lahko pač pridete. No, to sem ravno mislil, ker vem, da fotohišo kot celoto se da videti samo v vodenem ogledu, galerija pa je dostopna praktično vsak dan, tudi razen ob ponedeljkih smo zaprti, sicer pa kot torej rečeno v odpiralnem času muzeja. Tako, to je torej v januarju otvoritev omenjene razstave. Bliža se pa, zdaj že mislim kakšnih 10 dni, ne?
ravno tu nekje, pa do največjega kulturnega praznika in verjamem, da tudi v Muzeju novejše zgodovine Celje kot pomembni kulturni ustanovi v Celju, pa tudi v Sloveniji, obeležujete ta praznik na svoj način, tako pestro in bi kar predstavila, kaj pripravljate letos. Torej takole je, letošnji 8. februar bo torej prihodnjo nedeljo, tako da to je pa zares tak dan, ki ga ne gre zamuditi, torej prijazno vabljeni vsi. Naš muzej bo kot vsako leto ob kulturnem prazniku torej široko odprl svoja vrata, brezplačno seveda, tako da si lahko vse naše vsebine, torej stalne in občasne razstave pridete pogledati brezplačno, ko sva govorila ravno o fotohiši. Torej tudi fotohiša bo odprta vso nedeljo, brezplačno. Tam po fotohiši bodo možni torej taki, se pravi, organizirani sprehodi po njej v nekih manjših skupinah, vedno v spremstvu našega kustosa ali pač nekoga od naših sodelavcev. Tako da se ni potrebno na neke ure ravnati, kot sicer velja za ogled fotohiše. Lahko torej kadarkoli pridete in se bo pač neka skupinica zagotovo pač v vsakem trenutku nabrala in bo možno torej si ogledati vsebine. Kar sva pa že tudi omenjala, torej to novo občasno razstavo v galeriji Božena, bodo pa vsaj kdo od teh 5 mladih fotografov 8. februarja tudi z nami tam. Tako da še posebej mogoče takrat velja priti in pogledati to našo novo razstavo. V matični hiši, se pravi v samem Muzeju novejše zgodovine Celje na Prešernovi, bodo pa na ogled vsi trije prostori, ki so na voljo tudi sicer, z vsemi občasnimi in stalnimi razstavami, se pravi tako stalna razstava o Celju v 20. stoletju, občasna razstava o letu 1945, o kateri sva že nekajkrat tudi govorila na najinih druženjih, pa seveda odprt bo in bo v veselem pričakovanju svojih prijateljev tudi naš Herman Lesjak v Hermanovem brlogu, torej tako občasno kot stalno razstavo. Torej pestro bo v nedeljo 8. februarja, še posebej delovna nedelja. Ampak gremo kar lepo po vrsti še v mesecu februarju. 14. februar letos, dvojni praznik na nek način, tako pustna sobota kot Valentinovo, pa za določen del države mislim, da se začnejo tudi že zimske počitnice in tudi na to morate biti v muzeju, kot sva slišala, Hermanov brlog je pomemben del vašega muzeja, morate biti pripravljeni. Drži, torej letošnje zimske počitnice se sicer za zahodni del države začenjajo ravno na Valentinovo oziroma pustno soboto in tudi mi bomo torej začeli te naše počitnice, torej letos je, mislim, pač tako je očitno razpoložen naš Herman, odločil se je, da bo zaljubljen takrat, tako da začenjamo torej z Valentinovim in z zaljubljenim Hermanom, z enim takim ustvarjalnim druženjem v Hermanovem brlogu, se pravi tako torej začenjamo z zimskimi počitnicami letos. Čez teden potem sledi še kar nekaj ustvarjalnih druženj v našem otroškem muzeju. Potem prihodnji teden, se pravi tam od 20. 21. naprej, ko se pa začenjajo zimske počitnice tudi za naš konec države, pa sploh bodo pa pravzaprav čisto vsak dan v otroškem muzeju organizirane bodisi delavnice, bodisi neka interaktivna druženja, skratka taki družinam zelo prijazen muzej bomo. Tako da... Tole me zanima mogoče tako z tržnega vidika med temi počitnicami, sploh bom rekel bolj velja verjetno za otroke z našega konca, kjer imajo priložnost recimo hoditi vsak dan. Se da potem kakšna počitniška kolektivna vstopnica zabaviti ali imate potem dnevne obiske? Ne, med temi zimskimi ali pa jesenskimi počitnicami, ki so pravzaprav zelo dobro obiskane, nimamo kakšnih kolektivnih ali pa nekih takih abonmajskih, recimo temu, vstopnic. Imamo pa to med poletnimi počitnicami. Takrat pa organiziramo dvakrat, torej v času poletnih počitnic, eno tako enotedensko
recimo temu abonmajsko druženje. No. Tako da to prakticiramo v teh daljših počitnicah. No, ko sem pa že pri abonmaju, en gledališki abonma. Kako se nam vse lepo tako, pelje danes. Gledališki abonma, pa je tudi del Hermanovega brloga, gledališki Hermanov oder in tudi to že tako na Hermanovem odru, tako se naš gledališki abonma otroški imenuje. In ravno v februarju naslednja, torej ta predstava, ki bo del abonmaja, pade ravno v času zimskih počitnic, torej na soboto, 21. februarja, bo torej naš oder, torej na naš Hermanov oder prišlo gledališče Zapik z eno zajčjo pravljico. Torej zgodbo o zajčku in njegovih prijateljih in o darilih, ki si jih tako ali drugače izmenjujejo. Taka je lepa zgodba, tako da se že tudi zelo veselimo. Karte za to predstavo ponavadi jih vedno zmanjka, zato je mogoče prav, da smo malo pozorni na to. Torej, abonmaji so tako razprodani, so pa v vsaki predstavi na voljo še tudi pač nekaj vstopnic za izven in začnemo jih prodajati vedno v tistem tednu pred samo predstavo, se pravi ob torkih, ko se mu zdaj odpre zjutraj, tako da nekateri imajo prav opomnike pripravljene za takrat, da pridajo potem kupiti te vstopnice, tako da morda torej, ko mine Valentinovo in ko nastopi pustni torek, evo na pustni torek začnemo s prodajo vstopnic. Tako, zdaj pa preden zaključiva še enkrat, 4-kratni konec, tako da bom rekel, ob koncu februarja bo konec razstave, konec vojne, živel mir, ki sva jo že prej omenila in se verjetno, ki je bila zdaj skoraj eno leto, slabo leto, dajva še to omeniti. Od začetka maja lanskega leta je bila, tako da je res, ker je velik del lanskega leta pokrila, pa tudi letos še 2 meseca z nami ostala. Ampak ker je pač to občasna razstava, vse preko slej pride do svojega konca, torej tudi ta razstava bo in pred koncem razstave in pred koncem februarja nekako še pripravljamo eno vodenje z avtorjem razstave, to se pravi tako javno vodstvo, torej z avtorjem razstave, doktorjem Tončekom Kregarjem, tako da bomo na tak način nekako zaključili s to razstavo. In to je zadnja priložnost za vodenje in tudi ogled do konca februarja. Tako javno vodstvo bo zagotovo, torej to taka zadnja priložnost, je pa to res taka razstava, sej mnogo Celjanov in tudi drugih, vem, da jo je že videlo, tisti, ki je še niste, in vas pač to vrstna tematika zanima, jo vsekakor priporočam, ker je zares izvrstna. Tako. Katja, hvala za prvi letošnji obisk, predstavila sva, kaj se bo v naslednjem dobrem mesecu dni dogajalo in se dogaja v Muzeju novejše zgodovine Celje, pa če ne prej, pa potem zopet spomladi velja. Tako, hvala lepa. MeTeam predstavlja enostavno uporabniško videokonferenčno orodje, ki omogoča hitro in zanesljivo komunikacijo tako znotraj, kakor zunaj vaše organizacije. Omogoča vam organiziranje projektnih skupin, snemanje konferenc, glasovanje ter beleženje in shranjevanje podatkov. Je orodje, ki predstavlja idealno rešitev pri sodobnem načinu vodenja ter komunikacij tako s partnerji, strankami kot tudi zaposlenimi. Delovanje sistema pa spoštuje vse predpise o varnosti podatkov, saj vsi podatki, s katerimi upravljate, ostanejo v vaši državi. V kombinaciji s pametno tablo Novatel Clever Touch pa postane orodje MeTeam resnično popolno. Pametna tabla namreč omogoča pisanje, risanje in prikaz interaktivnih vsebin, ki jih s pomočjo orodja MeTeam delite neposredno v videokonferenčnem pogovoru. Ob tej izjemni kombinaciji orodja MeTeama in pametne table Clever Touch bo deljenje vsebin ter poslovno komuniciranje postalo res enostavno in brezskrbno. Mesarstvo Čas vam v lastni mesnici na Savinjski cesti 77 v Žalcu ponuja meso in mesne izdelke. Poleg svinjskega, govejega in telečjega mesa nudijo tudi domačo perutnino. Iz lastne proizvodnje priporočajo hrenovke, pečenice, krvavice in domače klobase. Po naročilu vam pripravijo tudi narezke različnih vrst, kanapeje in druge prigrizke.
Za posebne priložnosti organizirajo manjše in večje cateringe na vaši lokaciji z izbrano ponudbo domačih mesnin. Čas je zlato in dobro meso. Cajt je, da stopimo skupaj in kupujemo domače. Trgovine Joge! Kavarna, slaščičarna in restavracija Cankarjeva vabi v mestno središče. Posedite ob dobri kavi, si privoščite zajtrk, malico ali kosilo, vse pripravljeno iz domačih lokalnih sestavin. Novost je bogata à la carte ponudba, pripravljajo pa tudi cateringe in pogostitve. Vsak dan lahko okusite izvrstne sladice, njihovo ponudbo pa bogatijo različni družabni dogodki. Odprti so od ponedeljka do sobote od 7 do 22. Cankarjeva je utrip domačnosti, prijaznosti in lepega ambienta. Prid na Agritech, če traktor več ni prmoče. Prid na Agritech, če gozdar si ali kmetov nobeden od teh. Sejem Agritech, to huda je izbira, da mi gre na smeh. To je sejem Agritech, če ne prideš pogledat, si na redu gre. Sejem kmetijske in gozdarske mehanizacije ter kmetijskega repromaterijala Agritech v Celju od 29. januarja do 1. februarja. Gremo! Tako to je bila še ena tedenska izdaja. Ob koncu se vam lahko samo še enkrat zahvalim za vašo pozornost in povabim k spremljanju naslednje prihodnjo sredo. Do takrat pa lep pozdrav in srečno.